Dame in gospodje, spoštovane novinarke in novinarji, dobrodošli na današnji novinarski konferenci. Pravkar smo zaključili ministrski sestanek pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki sem ga gostil kot predsedujoči v letu 2020. Pobuda poleg Slovenije združuje še 5 držav članic, to so Avstrija, Češka, Hrvaška, Madžarska in Slovaška, Poljska pa je opazovalka. V tem formatu se države srečujemo že od leta 2010 dalje. S ciljem naslavljati skupne varnostne grožnje, usklajevati EU politike in izvajati skupne vojaške projekte. Slovenija si je za čas našega predsedovanja zastavila 3 prioritete. Prvič, civilno-vojaško sodelovanje, katerega pomen se je še dodatno ukrepil v luči pandemije COVID-19. Sodelavci smo tako izvedli delavnice na temo vojaške mobilnosti v pogojih pandemije ter podpore oboroženih sil civilnim strukturam v kriznih razmerah. Drugič, ženske, mir in varnost, pri čemer smo mednarodno odbevno konferenco obeležili 20. obletnico sprejetja resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov z tega področja. In tretjič, krepitev regionalnega sodelovanja z Zahodnim Balkanom na različnih obrambno-varnostnih segmentih. V tem duhu smo predstavnike regije povabili k sodelovanju na več dogodkih, vključno z današnjim, ker so obrambni ministri Zahodnega Balkana sodelovali preko audio-video konference. Dodatno smo v zadnjih mesecih koordinirali aktivnosti delovne skupine na temo naučenih lekcij iz pandemije 19. Danes smo tako ministri sprejeli vsebino poročila skupine, ki ga nameravamo distribuirati tudi na evropski ravni. Poročilo je zanimivo, zelo zanimiva pa je bila tudi današnja diskusija, ko so ministri delili izkušnje iz njihovih držav, kako je vojska sodelovala pri borbi zoper COVID in kakšne so naučene lekcije. Današnje uspešno srečanje kaže na pomen in potrebo po večstranskem sodelovanju na varnostnem področju. Letošnje izkušnje so pokazale, da so ravno usklajeni napori najbolj učinkoviti. Zato sem se v svojem nastopu zavzel za to, da države Srednje Evrope v prihodnje dodatno okrepimo skupne nastope znotraj Evropske unije na področjih skupnega interesa. Med ta področja vsekakor spada tudi okrepljeno sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana in aktivna spodbuda pri njihovem hitrejšem približevanju. Bil sem danes vesel, ko sem lahko videl veliko zavzetost, pripravljenost obrambnih ministrov Zahodnega Balkana, da nadaljujejo njihovo pot proti Evropski uniji, proti NATO, kljub številnim oviram, ki se jim postavljajo na tej poti. In države članice, ki smo danes sedele za to mizo, smo seveda z vsem srcem podprli njihova prizadevanja, ker čutimo in vidimo, da je to edini način, da zagotovimo varnost in stabilnost na Zahodnem Balkanu. S kolegi smo se strinjali tudi o pomenu ukrepitve civilno-vojaškega sodelovanja znotraj mehanizmov skupne varnostne in obrambne politike ter Evropske unije in NATO. Skupna zunanja in varnostna politika ostaja eden ključnih mednarodnih prispevkov k ohranjanju miru in stabilnosti na globalni ravni, zato pozdravljamo trenutne aktivnosti usmerjene v krepitev strateških vidikov obrambnih pobud Evropske unije. Na slovensko iniciativo smo danes tudi vzpostavili posebno spletno stran iniciative CDC, s katero želimo konkretno doprinesti k njeni vidnosti, tako v odnosu do naših mednarodnih partnerjev, kot tudi do naših državljanov. Izpostavim naj tudi, da sem ob robu današnjega srečanja izvedel več bilateralnih sestankov s prisotnimi kolegi.
Srečala sva se z avstrijsko kolegico, kjer sva med drugim podpisala tudi poseben dogovor o izmenjavi radarskih podatkov. Dogovorila sva se tudi o okrepljenem sodelovanju, o izmenjavi njihovih izkušenj pri obnovi in novi gradnji njihove vojaške infrastrukture, konkretno vojašnic, kjer govorimo o popolnoma novih vojašnicah brez ogljičnega odtisa. Sestal sem se tudi s hrvaškim kolegom, kjer sva ocenila trenutno sodelovanje, največji del pozornosti je pa seveda šel helikopterskemu nujnemu medicinskemu reševanju, ker imata Slovenija in Hrvaška to zadevo urejeno na način, da je vojska tista, ki nudi podporo s helikopterji. Tukaj se lahko izmenjamo izkušnje in predvsem ugotovimo, kje so še področja, kjer to delovanje lahko še izboljšamo. Regionalne pobude, kot je CDC in dvostranski napori, se namreč medsebojno krepijo in dopolnjujejo. Zato me še posebej veseli, da sem lahko danes gostil kar ministre 3 sosednjih držav, s katerimi smo skupaj začrtali pot prihodnjega bilateralnega in multilateralnega sodelovanja. Poleg omenjene avstrijske obrambne ministrice in hrvaškega obrambnega ministra je tukaj danes z mano na novinarski konferenci tudi madžarski obrambni minister. Ob koncu naj izpostavim še, da bo Slovenija v času predsedovanja Evropski uniji zasledovala podobne cilje kot med predsedovanjem CDC. Letošnja izkušnja je bila torej za Ministrstvo za obrambo dobrodošel uvod v predsedovanje Evropski uniji, tako z vsebinskega kot tudi z organizacijskega vidika. V leto 2021 zato vstopamo bolj optimistično, ker vemo, da smo pripravljeni na prihodnje izzive. Za nami predsedovanje CDC-ju prevzema naša soseda Hrvaška.